Razstava Segmenti dojemljive realnosti 2 je v bistvu nadaljevanje in nadgradnja razstave, ki jo je Katja Fele pripravila jeseni leta 2016 v galeriji Miklova hiša v Ribnici. Tokrat se razstava v Mestni galeriji v Novi Gorici osredotoča na njena novejša dela, ki so nastala predvsem leta 2017, slikarska dela, in pa predstavlja prvič novogoriški javnosti tudi enega izmed njenih projektov v nastajanju oziroma eno izmed pomembnejših del, ki nastaja v medgeneracijskem centru v Ravnah na Koroškem. To je projekt velikega gobelina z naslovom Ustavi, zašij, ponastavi. Razstava sama po sebi se osredotoča na to večletno raziskovanje, ki mu Katja Fele sledi že od leta 2012, in to so tako imenovane motnje v komunikaciji. Katja se osredotoča v bistvu na tako rekoč motnje, ki nastanejo pri delovanju tako programskih kot nekaj digitalnih vmesnikov, ki nam posredujejo danes informacije, predvsem na motnje v njihovem delovanju in tako tudi na nek način zaznavo informacij, ki preko teh recimo temu oddajnikov prihajajo do nas. Zdaj te motnje ne razumem zgolj kot vizualne motnje, kot nekega gliča, ampak te motnje so lahko tudi vsebinske motnje. Na slikarska platna plastim razne podobe iz elektronskega sveta, ekranske podobe motenj, ki se pojavijo na ekranu, motive, errorje, emojis, memes iz sveta popkulture, iz filmov, videospotov, fotografij. Gre za podobe, ki jih zbiram jih v albumih, zbiram jih z screenshoti in jih potem plastim na ta platna. Je nekakšna zbirka iz mojih osebnih albumov, vendar te podobe niso zgolj osebne, ampak so podobe naše kulture in jih potem projiciram na slikarska platna. Zdaj, projekcije mi služijo kot neka pomoč, vendar to ne pomeni, da jih zgolj projiciram, da jih kopiram, zaradi tega, ker s tem prenosom z ekrana na slikarsko platno se te podobe transformirajo in dobijo drugo kvaliteto, slikarsko kvaliteto, in kot je znano, podobe potujejo skozi medije in se tem medijem tudi mogoče prilagajajo ali pa se spreminjajo, preoblikujejo, izgubijo lahko tudi določene informacije, izgubijo neko kvaliteto in pridobijo novo. Njene slike so v osnovi večplastne. Najprej, ko odkrijemo eno plast, nas zmoti mogoče druga, potem se spet osredotočimo na tretjo in tako naprej. Skratka, tudi slika sama kot taka po nekih svojih formalnih značilnostih nosi recimo temu eno tako vizualno motnjo v samem svojem bistvu. Hkrati se pa na njenih slikah pojavlja tudi izjemno veliko raznih simbolov, ki jih zlahka povežemo z današnjim časom, predvsem pa z neko digitalno realnostjo današnjega časa. To so recimo razne ikone povezane z različnimi računalniškimi programi,
potem razne podobe ali pa simboli, ki označujejo nastajanje ali pa delovanje nekega računalniškega sistema ali pa operacijskega sistema. Spominjajo nas na, recimo temu, ikone, ki nam povedo, da je neko delovanje računalniškega programa prekinjeno, zamrznjeno, zaustavljeno. Skratka, da od nas zahteva neko akcijo, kako to recimo spremeniti oziroma ta problem, v bistvu te motnje, tudi rešiti. Na razstavi se predstavljajo 3 nova slikarska dela, 2 večjega formata in eden manjši. Zdaj, kar je novo na teh slikarskih delih, je, da vključujem tekst. Ampak ta tekst igra neko vlogo, igra vlogo elementov, kot vsi ostali elementi na sliki, linije, tako imenovane ploskve, oblike, forme, in dobi mogoče nek enakovreden pomen oziroma je ta pomen izničen. Slike so izredno ploskovite, čeprav vseeno vzbujajo nek občutek globine, mogoče zgolj z prekrivanjem raznih plasti in teh layerjev. Ampak so ploskovite. Ta izrazit vizualni šum njenih slik je seveda ponazorjen tudi z simboli zvoka, se pravi delovanja zvočnikov, glasnosti, na nek način ponazarja tudi gibanje zvoka ali pa tako imenovane zvočne ekvilajzerje, ki so, bi lahko rekli, vidni na mnogih njenih slikah. To seveda pomeni, da njene slike niso samo, bi lahko rekel, nemi pričevalci, ampak dobesedno z svojo podobo kričijo v nas, na nas, tako kot dejansko neka digitalna stvarnost ali pa okolje danes, v katerem živimo, kriči z svojimi podobami in informacijami in nas pač poskuša prepričati v tisto pravo, pravilno in resnično. Posebno poglavje na tej razstavi je tudi serija gobelinov iz njene serije pod naslovom Command plus Control plus F, na katerih je razvidno to, da se je umetnica na zelo premišljen način lotila te nekoč, recimo temu, dekorativne obrtniške tehnike in jo z vsebino ter motiviko na nek način izjemno uspešno aktualizirala in jo predstavlja tukaj kot, recimo temu, ne samo tehniko, temveč tudi kot medij, ki je več kot primeren in tako pripoveden kot vizualni način označuje čas, v katerem so nastali. Projekt Ustavi, zašij, ponastavi nastaja v sodelovanju z medgeneracijskim centrom iz Raven na Koroškem. To je v bistvu projekt, ki je sedaj že 2 leti v teku dogajanja in ki nastaja enkrat do 2-krat tedensko in okoli te velike predloge, ki meri 2x3 metre, se praktično vsak teden zberejo gospe iz tega medgeneracijskega centra, ki je na nek način v neki skupni akciji ali pa v nekem skupnem procesu ta gobelin tudi izdelujejo. Gre za socialen projekt in za medgeneracijsko povezovanje. Zato so se odločila, ker sem imela idejo in namen nekako skombinirati to znanje starejših in njihovih ročnih spretnosti,
ki jih mogoče mladi danes v tem hitrem tempu življenja zanemarjamo oziroma opuščamo. In medtem starejši nimajo toliko stika z sodobno tehnologijo. In pri tem projektu se tako srečajo različne perspektive razumevanja motiva, tehnologije, ročnih spretnosti, raznih znanj in veščin. In gre tukaj za nek socialen moment, kjer se prenašajo znanja za starejše generacije k mlajši generaciji. Seveda je to delo, ki nastaja in glede na površino je to dolgotrajen proces in tudi glede na zahtevnost v bistvu same izdelave je predvideno, da bi se recimo ta proces ali pa gobelin izdelal šele čez dobre 4 ali celo 5 let.